Živijo sem in pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Danes sem za vas pripravila video, kjer sem naredila prvi vtis in pa testiranje tekoče podlage Fenty Beauty, ker sem vas nekaj časa nazaj na Instagramu vprašala o tem, ali bi si to želeli videti in ste v večini odgovorili, da ja. Torej, če vas zanima, kako se podlaga nanaša, kako se obnese in pa če je predvsem obstojna cel dan in vredna nakupa, gledajte naprej. Začela bom v bistvu s tem, da vam povem, kaj točno sploh je ta puder, ki ga bom danes testirala. In verjetno vsi poznate Fenty Beauty, to je kozmetika, ki jo je ustvarila pevka Rihanna. Že nekaj časa je v zuni. To, kar sem že v zadnjem vlogu povedala, sem dobila tole kartico oziroma pač tale letak, kakorkoli, s testerji v Sephori. V italijanski Sephori imajo v bistvu ta Fenty Beauty samo na spletu oziroma samo prek spleta lahko pač kupite. Lahko pa testerje dobite torej tudi v fizični trgovini in tam sem tudi jaz to dobila. Vse pa dobi zraven oziroma v tej kartici s testerji dobite torej primer, ki naj bi, če sem jaz prav prebrala, v bistvu zgladil kožo in zafilal pore, da bi bila pač koža čim bolj gladka in enakomerna. In pa seveda podaljšal obstojnost make-upa oziroma podlage in vsega ostalega, kar damo čez. Potem pa dobite tukaj zraven 4 testerje različnih odtenkov seveda. Jaz sem pač dala ta temnejša 2 Sony, ker je mulatka in bo verjetno veliko lažje ponosila te odtenke, čeprav mislim, da bojo tudi njej mogoče pretemni, ampak ok, pustimo to. V glavnem noter dobite odtenke v številki 150, 220, 340 in pa 420. Zdaj, vseh odtenkov skupaj je, mislim, da 40, ja, tako 40 odtenkov od zelo svetlih do res zelo temnih. Ne vem, kakšno imajo zalogo na Sephorini spletni strani, ampak predvidevam, da imajo pač načeloma skoraj vse možne odtenke. Jaz upam, da bo kombinacija 150-ke in 220-ke zame v redu. Kakor sem gledala, tle se dobi zraven tudi pač ta lestvica vseh odtenkov. Jaz mislim, da bi mi mogla biti 220 ok za poletje, ko sem malo temnejša, ampak glede na to, da je zdaj pač zima, da imam tisto obdobje svetlejše poti, bom mečkan zraven primešala to 150, zaradi tega, da malo posvetlim. Upam sam, da ne bo preveč na oranžno povlekalo oziroma preveč na neutralno oziroma roza. Kakor gledam tudi tlele ta 2 odtenka, noben ni neki ful roza, tako da jaz upam, držim pesti, da bojo barve ta prave. Sem se pa odločila, da bom torej na desno stran nanesla ta njihov primer, na levo stran bom pa nanesla moj primer, ki ga vedno uporabljam, to je tale primer od Make Up For Ever, v bistvu naredi isto načeloma, kakor prav, da ta naredi, se pravi zgladi kožo, zafila pore, da naredi eno tako clean, čisto podlago za nanos tekoče podlage pol čez. In ja, bom pa to vse skupaj puder nanašala z mojo Beauty Blender gobico. Jaz recimo zelo rada gledam te videe o obstojnosti make-upa, zaradi tega, da vidim, kako se obnaša čez dan. In pa predvsem je pa potrebno vedeti tudi to, da na vsaki koži se puder drugače obnaša, na vsaki koži primer drugače deluje, definitivno je pa važen tudi, a se primer pa puder ujemata. Tako da, glede na to, da jaz zaupam temu primerju, meni ta primer nikoli ni naredil grozne kože, ali pa da bi se mi puder prehiter zmastil oziroma zbrisal na tistem mestu dol, tako da zaupam temu primerju. Hočem v bistvu samo to povedati, da pač če bo meni mogoče puder odgovarjal oziroma mi ne bo odgovarjal, to ne pomeni, da tudi vam ne bo oziroma da vam bo. Zaradi tega jaz vedno pravim, probite testerje dobiti prej, preden pač se vržete v nakup mečkan dražje tekoče podlage, ker nikoli ne veste, ali vam mogoče odtenk ne bo ustrezal, ali vam tekstura ne bo ustrezala, obstojnost, bilo kaj. Tako da definitivno se poslužite testerjev, zastonj so, lahko jih sprobate, preden pač vržete denar stran, če vam pol ne bo v redu. Ok, samo še to, preden skočimo naprej v video in v nanos tekoče podlage. Kaj jaz osebno iščem pri tekoči podlagi oziroma pudru, je definitivno prekrivnost dobra. Ne sme izgledati maskast na obrazu, torej pač, da ni na prvo žogo opazno, da nosim ful veliko make-upa in pa dolgo obstojen. To pomeni, zelo malo je takih pudrov, oziroma zelo malo bom tako rekla,
Jaz preferiram 2 oziroma 3 tekoče podlage, od katerih se ne ločam in redko kater tekoči puder pride njim blizu, tako da se že veselim probati tegale, ker ga vsi ful hvalijo in bomo videli, no. Gremo zdaj v video, da sprobamo tole tekočo podlago. Ok, torej, kakor sem rekla že prej, tole je primer. Nanesla ga bom na mojo desno stran, predvsem tudi zaradi tega, ker imam trenutno tukaj par nepravilnosti in da vidim, kako bo zgladil podlago oziroma površino, ne moram reči podlago, površino moje kože. Nima nobenega posebnega vonja, jaz se bom pač nanesla. Vse ne vem, če bom vse uporabiti. No, bomo videli. Jaz bom kar dala gor. Takole. V bistvu je ena taka malo bolj, nisem navajena na tako teksturo primerja, zaradi tega v bistvu ima von, ampak se ne moram spomniti po čem. Po enem parfumu, ki je bil včasih ful popularen pri mamicah pa pri babicah. Zgleda, ka je ena navadna krema, no, tako bom rekla. Ok, zdaj bom pa nanesla še na levo stran tale primer in se vrnem takoj nazaj. Evo, zdaj imam 2 primerja gor, pozabila sem pa prej povedati še, da sem čez celoten obraz pred začetkom snemanja in vsega tega dala še mojo dnevno kremo. To si itak vedno dam, tako da samo toliko, da vam povem, da boste mogoče upoštevali pri vsem temu. Zdaj pa grem nanesti tale, se pravi, odtenk 150 pa 220, zmešala bom tukaj pač v bistvu na moji roki in nanesla z gobico, pa da vidimo, kaj se zgodi oziroma kakšna je tekoča podlaga. Ok, še ena stvar, ki sem jo v bistvu pogooglala oziroma zasledila na YouTubeu o tej podlagi je, da se baje ful hiter posuši, tako da bom v bistvu najprej naredila to stran in potem hiter šla še na drugo. Imam pa tukaj le pripravljena na roki, če se sploh vidi, ker sem zgleda, da namešala kar v redu odtenk. Evo tako, puder imam zdaj gor in prvi vtis, da vidimo. Ok, prvo, kar opazim je, da je res eden izmed bolj prekrivnih pudrov, ne bom rekla, da je maksimalno prekriven, sem imela tudi že boljše. Definitivno teli moji trenutni mazolčki oziroma nepravilnosti še vedno majčkeno čez gledajo, ampak ne bom rekla, da je zelo hudo. Kar pa opazim je, feeling na obrazu je v bistvu, da ne bi imela nič gor. To je ena izmed redkosti pri toliko prekrivnih pudrih, tako da to je super. Kar pa tudi opazim pa je, da se ga ne opazi toliko v bistvu veliko na obrazu, ker ponavadi zelo prekrivni pudri pustijo ta maskast videz na koži. Moram reči, da je kar v redu, sicer res bi si želela, da bi bil še za malenkost bolj prekriven, ker recimo tukaj na bradi vi mogoče ne vidite, ampak gre rdečica še ven seva oziroma še ven čez puder pride. Pa tlele recimo tale, pa mogoče res tale tukaj, ampak drugače mi zgleda pa v redu, no. Zdaj bom nanesla še preostali make-up, da ga dokončam in potem začnem z dnevom. In se vam javljam v bistvu skozi dan. Evo, jaz se javljam, ura je 12 opoldne. Make-up sem si dala točno 1 uro nazaj gor in kakor meni zgleda, tale puder kar lepo drži, ok, pač highlighter, ne itak. Torej, kakor sem še prej povedala, tale mazolček tukaj, mečkan se ga še vedno vidi, mečkan pride rdečica čez, ampak ni taka panika, no. Zgleda sicer ful lepo, me pa ziher zanima, kako se bo tole obdržal čez dan, ker eni pravijo, da je res top, da se ne zmasti in tako, da je ful dober za mastno kožo, glede na to, da je ful mat, pa obstojen in ja, lej, bomo videli, no, ne vem. Ok, zdaj pa grem hiter ven, da me gospod ne zaparkira. Se vidimo pol. Čau! Kakšen se ti zdi danes moj puder? Celo poglej.
Ne rabiš to kot tenka ocenjevati, ker o tenk sem že povedala, da je malo oksidiral, pa je malo pretemen, ampak to ni to je taka panika. Kako se ti drugače zdi? Tako no, moj nestrokovnega vidika. Ja ne, pač tako povej ti, kako ti vidiš to? Ni bad. Ni bad? Ne. Okej, škej? To je to, ni bad. Mnenje laika, evo, toliko da veste, da nam sam jaz pač povedala, kako zgleda. Ne vem, tle se mi zdi, da kar v redu, no. Predvsem, meni je pač sam to všeč, meni je to všeč, da se tudi feeling na koži je čist drugačen, kot vsi ostali taki pudri. Povsod imam feeling, da mi malo obteži kožo. Evo, jaz se zdaj javljam na konc večera. Cel dan je minil, ko sem nosila to Fenty Beauty podlago in končno lahko naredim en tak zaključek, kakšna se mi zdi. Zdaj, kar se prekrivnosti tiče, sem že na začetku ob prvem vtisu povedala, da mi je bila precej všeč. Ne bom rekla, da je lih polno prekrivna podlaga, nekje srednje prekrivna, ampak se jo da zbildati, se pravi, da se jo da dograditi, je pa treba biti previden, zaradi tega, da se je ne nabere na enem mestu preveč. Tako da jaz predlagam uporabo Beauty Blender gobice, ker pač z njo najlažje zabrišete in lepo utapkate podlago v kožo. Zdaj, kar se tiče svetenja oziroma potenja in mastenja in tako naprej, jaz imam kombinirano oziroma mešano kožo. Ponavadi imam ta predel mečkam bolj masten, lica niti ne, toliko imam normalna oziroma malo bolj suha. Kakor sem pa že omenila, je pa tale del danes oziroma tokrat pri meni mečkam problematičen, ker sem imela en mozolček tukaj in se mi je posušil, tako da je zdaj v fazi celjenja. In se mi je pač naredil ta mini lišajček oziroma suha koža. Zdaj, podlaga, kakor sem rekla, vi ne boste niti videli, ampak tukaj se mi je pač mečkam prijela. Tako da, če imate zelo suho kožo, dajte fajn navlažiti, preden boste ta puder gor nanesli, ker se zna prijeti na tista suha področja na obrazu. Drugač, mislim, da ne bi smeli imeti panike. Ful hiter se podlaga posuši v mat finish. To sem tudi na začetku v bistvu opazila in pa, kakor sem že povedala, oksidira. Tako da to bodite pozorni, ko boste zbirali odtenk, da pač mogoče, da si ga date najprej samo na roko, ene 2 ali pa 3, ko mislite, da so ta pravi za vas. Ne vem, počakajte minutko, 2-3, toliko, da se podlaga res posuši. Ne vem, ta čas lahko greste okoli po trgovini oziroma, če boste naročali prek interneta, imejte to v mislih, da mogoče boljš vzamete en odtenk svetlejši, kakor ste mislili, pa bo podlaga itak oksidirala, še vedno je pa lahko naknadno z bronzorjem otoplite, če bi bila slučajno odtenk presvetla. To imejte v glavnem v mislih, no. Še ena stvar, ki sem se hotela dotakniti, je cena. Zdaj sem šla gledati na Sephorino stran, italijansko, in kakor sem opazila, nimajo še posodobljene strani. To pomeni, da Fenty Beauty še ni dejansko lansiran na njihovo spletno stran. Očitno bo zdaj v fazi dobave in pa seveda pač lansiranja na sephora.it stran postavljena oziroma se bo dal tudi naročiti iz interneta. Meni so prodajalke v Sephori rekle, da je že dobavljiv, očitno so imele napačne informacije, ne vem. Kakorkoli, me ful matra, da bi ta puder kupila, ker cena, kakor sem hotela zdaj povedati, je $34. $34 v evrih je tam nekje, no, jaz bom rekla, da je mogoče plus minus 1 do 2 evra. Seveda lahko cena varira, glede na to, da je $34 cena, ki so jo postavili v Ameriki, drugo je pa potem Evropa. Tako da jaz upam, če se bo držal puder cene tam okrog 35 evrov, se mi zdi to ful dober deal oziroma ful dobra cena za tako dobro podlago. Kar se pa tiče mastenja oziroma potenja po tej coni, bom pa jaz tako rekla, pri tej podlagi nisem opazila pretiranega svetljenja oziroma da bi se preveč zmastila. Tako da tudi v bistvu čez dan nisem uporabila dodatnega kompaktnega pudra oziroma pač tega blotting papirja, se pravi, da bi popivnala to dol. Pri nekaterih podlagah se mi to zgodi, je pa res, da je tudi odvisno od tega, kjer primer dam v spodaj. Zdaj, glede na to, da sem jaz danes na tej strani uporabljala njihov primer in se mi to vse ni zgodil,
je to ok, ampak, kot sem že rekla, jaz nimam neke full masne kože. Tiste, ki imate zelo masno kožo, predlagam vseeno majčkeno močnejši Matirni primer. Evo, kar se tiče first impressiona oziroma prvega vtisa o podlagi ste itak videle, mene je zaenkrat prepričala. Kar se pa tiče testa obstojnosti, pa kakor vidite, no, meni se ne zdi, da bi se neki full zbrisala dol. Tudi, se pravi, contouring, highlighter in to je še vedno na mestu. Mogoče tle na kameri ni toliko vidno, ker sem danes naredila majčkeno manj močnega za čez dan in nasploh. Ampak, če se pogledam v ogledalo, je še vse tako, kot mora biti in bi čisto komot zdajle šla ven, ne vem, na pijačo, karkoli in bi bil make-up še vedno super. Tako da, kar se tiče podlage, bom jaz kar rekla, da si zasluša od mene en high five, takole. Super podlaga, definitivno je na moji wishlisti oziroma, ko bom imela priložnost jo sprobati v živo, se pravi, ne vem, upam, da bom v bližnji prihodnosti odpotovala kam v tujino, kjer bojo imeli v Sephori oziroma kjerkoli pač v drogeriji to na voljo za kupiti. Tako da ja, to je moje priporočilo oziroma to je moja ocena tega pudra. Jaz upam, da ste dobile dovolj informacij. Če vas še kaj dodatno zanima, dajte mi v spodaj v komentarjih pustiti vprašanje in vam odgovorim, če bom le znala in imela odgovor na vaše vprašanje. Dajte mi pa v spodaj v komentarjih tudi napisati, če vas mogoče zanimajo take ocene produktov, ker bi lahko posnela še kakšnega. Glede na to, da se ukvarjam z make-upom, imam ful enih izdelkov tudi na zalogi oziroma jih imam doma, pa recimo jih ne uporabljam oziroma ne omenjam toliko velikrat. Tako da, če vas bo kadarkoli kaj zanimalo, ocena bilo česa, ki pride na novo ven ali pa tudi ne, dajte mi v spodaj napisati, pa se bomo kaj zmenili, ne, bom kaj posnela. Tako da, ja no, to je to. Zdaj ne vem, meni make-up še super zgleda, tako da upam, da me bo Klemen kam ven pelil. Bomo videli. Hvala, da ste bili z mano. Ne pozabite se naročiti na moj kanal in klikniti like na ta video in se vidimo naslednjič. Čau!